Spoštovani gostje, dame in gospodje. Dobrodošli na predstavitvi najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2017. Največja in najstarejša univerza v Sloveniji, ki se hkrati uvršča med najuglednejše univerze na svetu, danes praznuje že 98 let. Vemo, da brez prenosa znanja, brez novih odkritij ni napredka. In prav Univerza v Ljubljani v slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov. Za uvodne besede prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Igorja Papiča. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani raziskovalci. Tudi letošnje praznovanje začenjamo s podelitvijo odličnih raziskovalnih dosežkov. Raziskovalni rezultati so izraz novo ustvarjenega znanja in prav to opravičuje poseben položaj univerze v družbi. Brez raziskovanja in ustvarjanja novega znanja bi bila univerza navadna šola. Brez vidnih raziskovalnih dosežkov in objav nas ne bi bilo na svetovnem zemljevidu univerz. Le z ustvarjanjem novega znanja lahko študentom ponudimo nekaj, česar ne more dobiti kje drugje. Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo spodbuditi še več raziskovanja in doseči še kakovostnejše rezultate. Ta namen že nekaj let uspešno deluje razvojni sklad, iz katerega spodbujamo prijave na raziskovalne projekte. Na univerzi smo vzpostavili številna strateška partnerstva. Z univerzami iz združenja CELSA smo oblikovali poseben sklad za pripravo prijav na evropske projekte, nov razpis je že objavljen. Podobna sodelovanja si obetamo z univerzami v soseščini, z univerzami Evropske The Guild mreže ter s kitajskimi, južnokorejskimi in japonskimi univerzami, s katerimi smo podpisali sporazume o partnerskem sodelovanju. V naslednjem letu načrtujemo začetek prenove habilitacijskih meril, ki morajo spodbujati doseganje najvišjih znanstveno-raziskovalnih rezultatov, ne pa da se osredotočamo na zadovoljevanje minimalnih pogojev. Spoštovani, na Univerzi v Ljubljani vsako leto zablesti nekaj 10 raziskovalnih dosežkov. Želimo si, da bi postali vidni tako znotraj univerze kot v družbi. Znotraj univerze naj bodo spodbuda vsem raziskovalcem, ne samo za povečan obseg, temveč predvsem za dvig kakovosti raziskovanja. Družbi pa s tem sporočamo, da glede na vložena sredstva na visoki ravni izpolnjujemo svoje poslanstvo. Hvala in čestitke vsem avtorjem najodličnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2017. Rektor, najlepša hvala. Letošnji osrednji govorec je redni profesor in prodekan na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegove raziskave segajo na področje molekularne nevroendokrinologije in regenerativne medicine. Objavil je več kot 60 člankov v revijah s faktorjem vpliva in več poglavij v tujih monografijah. Njegovi članki so bili citirani več kot 1500-krat. Poleg znanstvenih člankov redno piše poljudno znanstvene članke za različne slovenske revije in časopise, ter sodeluje pri pripravah oddaj o znanosti na nacionalnem radiju in televiziji. Na govorniški oder vabim profesorja doktorja Gregorja Majdiča. Spoštovana rektor in prorektor, spoštovani dekani in prodekani, spoštovani gostje in dragi kolegi. V čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim na današnjem tradicionalnem dogodku, ko vsako leto Univerza v Ljubljani podeli priznanje vam, avtorjem najodličnejših raziskovalnih dosežkov na Univerzi v Ljubljani. Znanost je gonilo napredka in prav znanosti se moramo zahvaliti za vse, kar nas je v preteklih desetletjih in stoletjih pripeljalo do današnjih dni, ko živimo, vsaj v današnjem delu sveta, tako lagodno, enostavno in srečno, kot še nikoli v zgodovini človeštva. A to lagodje
naziba v nekakšno stanje, ko smatramo, da je enostavno in lepo življenje, kot ga živimo danes, dano samo po sebi. Danes v Evropi ne poznamo več lakote, ne poznamo več epidemij, hudih bolezni, ne umirajo več dojenčki in otroci v prvih letih življenja, vse nam je na dosegu roke, ali v trgovinah ali preko spleta, vse manj je težkega fizičnega dela, se veliko stvari namesto nas opravijo stroji in v vedno večji meri tudi roboti. V tem lagodnem življenju, ki ga živimo, pozabljamo, da so še pred nekaj desetletji ljudje in še posebej otroci umirali v velikem številu, da so bili naši pradedki in prababice večinoma večkrat lačni kot siti, da so umirali mnogo prej, kot umiramo danes, in pozabljamo, da smo vse to dosegli prav po zaslugi znanosti. Ker so človeški možgani narejeni tako, da pozabljamo slabe stvari in se spominjamo pretežno dobrih stvari, smo danes priča vedno večjemu zavračanju znanosti v družbi. Vedno več ljudi zavrača cepljenja, saj so pozabili na bolezni, zaradi katerih so naši predniki množično umirali. Zavračamo sodobno pridelavo hrane, ker smo pozabili na lakoto, na občutek, ko nimaš dovolj hrane zase in za svoje otroke. Vse to, imam občutek, se odraža v celotni družbi, ki je vedno bolj sumničava in dvomljiva do znanosti. Čeprav smo znanstveniki zaenkrat še med tistimi, ki uživamo največ ugleda v družbi, pa pomen znanosti v tej družbi danes mnogi ne vidijo več jasno. Temu primerno se odziva tudi naša politika, ki ne bi skrbela za naše področje, a vidimo, da se odnaša do nas bolj kot ne mačehovsko. Seveda je legitimna pravica vsake države, da se odloči, ali bo z javnimi sredstvi financirala znanost ali ne. A nisem prepričan, če se naša slovenska politika, do neke mere pa tudi evropska, zaveda, kam nas vodi vse slabše financiranje in administrativno uvrmejevanje znanstvenega dela. Čeprav nas v Evropi še vedno gledamo kot na popek sveta, se pogosto ne zavedamo, kaj se dogaja okrog nas. Številne države se izjemno hitro razvijajo. Kitajska je že danes med nosilci tehnološkega razvoja na številnih področjih, čeprav v Evropi nanjo še vedno po večini gledamo kot na državo, kjer šivajo poceni obleke. Najhitrejši razvoj, na primer električne mobilnosti, poteka v zadnjih letih ravno na Kitajskem, kamor so pritegnili številne svetovne vodilne strokovnjake, ne le svoje rojake, temveč tudi ameriške in evropske. Pa to se ne dogaja samo na področju električne mobilnosti, ampak na številnih drugih področjih, tudi na področju mojega raziskovalnega dela na področju biomedicine. Slovenija seveda ne more enakovredno tekmovati z velesilami ali veledržavami, kot so Kitajska in ZDA. A tudi, če pogledamo bližje v našo soseščino, države, ki niso mnogo večje od Slovenije, na primer Avstrija, lahko vidimo, da se vse drugače zavedajo pomena znanosti kot Slovenija. Na srečo pa za pomembna odkritja ni pomemben samo denar, kar pa ne pomeni, da denarja seveda ni dovolj v Sloveniji. Dobre ideje lahko vzkliknejo kjerkoli, tudi v majhni državi, kot je Slovenija, in kljub premajhnemu financiranju, ki nam ga država namenja za naše delovanje. To dokazujete vi, današnji izbranci, in zato sem toliko bolj vesel, ko dokazujemo, da se vsi še naprej trudimo. Da v nas še vedno tli želja po odkrivanju in ustvarjanju nečesa novega in da s tem dejavno prispevamo k razvoju družbe, v katerega bomo prispevali tudi v prihodnje. Iskreno čestitam vsem, ki ste bili danes oziroma boste danes počaščeni s priznanjem za najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2017 in upam, da bo to priznanje vam in vašim sodelavcem, pa tudi vsem drugim raziskovalcem na naši Almi Mater v vzpodbudo, da bomo še naprej aktivno delovali in sodelovali na področju znanosti. Hvala lepa. Najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani smo letos izbrali že 4. leto zapored. Povzetke teh izjemnih dosežkov smo zbrali v priročno knjižico, ki ste jo vsi prejeli ob prihodu na današnji dogodek. A izbor najboljših ni bil lahek. Kako je potekalo delo komisije, ki je izbrala letošnje najboljše dosežke, nam bo povedal prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani, profesor dr. Matjaž Kranjc. Spoštovani rektor, spoštovane kolegice in kolegi, veliko veselje mi je, da tudi letos predstavljamo najodličnejše raziskovalne dosežke naših sodelavcev v preteklem študijskem letu. Brez univerze, ki je učinkovita pri izobraževanju, raziskavah in inovacijah ter povezana s svojo okolico,
se družba na izzive hitro spremenjujočega sveta ne bi mogla odzivati. Raziskave so del osnovnega poslanstva univerze in nezamenljivi del kakovosti. Univerza v Ljubljani kot najstarejša in največja visokošolska in znanstveno-raziskovalna ustanova v državi v slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov. Ti so plod novih zamisli in odkritij, ki izvirajo iz človeške radovednosti, ustvarjalnosti in pobude. A položaj, v katerem so se znašle slovenske univerze v zadnjih letih, da je vtis, da je tovrstno znanje v naši družbi odveč. Pristojni na ministrstvih, kot da ne želijo razumeti naravne in neločljive povezanosti izobraževalnega procesa ter za njegovo kakovost nujno potrebnega raziskovalnega dela. Kljub temu dosežki naših raziskovalcev kažejo, da z visoko motivacijo, iznajdljivostjo in odrekanjem dosegamo vrhunske rezultate. To razkriva tudi letošnji izbor 10 najodličnejših raziskovalnih dosežkov. Izmed 39 predlogov, ki so jih kandidirale članice Univerze v Ljubljani, jih je izbrala delovna skupina, ki so sestavljali profesorji Maja Bučar, Damjana Rozman, Marko Munih in jaz. Pri izboru je delovna skupina upoštevala predvsem znanstveno odličnost, ki se izkazuje s citati in vplivnostjo revije, v kateri je bilo delo objavljeno, pri čemer je strmela k upoštevanju velikih razlik med vedami. Na izbor so vplivali tudi zaključna celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, koristnost uporabe in pa interdisciplinarnost. Komisija je vse predloge obravnavala enako, kolikor se je seveda dalo, glede na različnost ved. In ne glede na to, ali so raziskave osnovne ali neposredno uporabne. Vsem izbrancem čestitam za opravljeno delo in želim, da bi še naprej uspešno ustvarjali ter uresničevali svoje poslanstvo. Prorektor, najlepša hvala. Čas je za predstavitve najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2017. Spoštovani avtorji, za predstavitve vaših dosežkov imate na voljo 6 minut. Minuto pred koncem vsake predstavitve vas bo kolegica z napisom 1 minuta opozorila na čas, ko morate svoje predstavitve zaključiti. Zdaj pa na govorniški oder vabim profesorja dr. Davida Stoparja z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine, ki jo sestavljajo tudi člani iz Medicinske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, bo predstavil pomembno odkritje mehanskih povezav med bakterijami. Lepo prosim. Spoštovani in spoštovane, dovolite, da predstavim naš dosežek. V biologiji obstaja ostra meja ločnice z rahlimi tehničnimi težavami. Bi prosil, če se lahko premakne naprej. Aha, zdajle se pa je, ja. Skratka, v biologiji obstaja ostra meja ločnica med enoceličnimi organizmi. Žal tako ne deluje najbolje. Med enoceličnimi organizmi in večceličnimi organizmi. Pri večceličnih organizmih so celice med seboj mehansko povezane. Te celice so specializirane, lahko izmenjujejo med seboj signale in tudi hranila. Vsega tega načeloma v enoceličnih organizmih ni. Tako smo vsaj mislili. Pa so raziskovalci pokazali, da obstajajo tudi med enoceličnimi organizmi tkivom podobne strukture. Tudi tukaj najdemo mehanske povezave med celicami. Celice so lahko specializirane in te celice lahko med seboj izmenjujejo signale. S tem, ko smo pokazali, da obstaja med enoceličnimi organizmi tudi neka tkivom podobna struktura, se pojavi nova ostra delitev, in sicer delitev med
planktonskimi organizmi na eni strani in pa med biofilmi na drugi strani. Za planktonske organizme velja, da celice niso med seboj povezane, da so celice neodvisne, da lahko prosto plavajo v neki tekočini. Mi smo malček podvomili v tako črno-belo sliko, kjer imamo na eni strani nepovezane, popolnoma nepovezane celice in na drugi strani celice, ki lahko tvorijo take kompleksne strukture, ki jih najdemo tudi pri več celičarjih. S pomočjo optične pincete smo v suspenzijo bakterij vnesli neko motnjo. In zanimalo nas je, kako se bo zdajle bakterijska celica odzvala na takole motnjo. Z optično pinceto lahko mi izberemo posamezno bakterijo v suspenziji. Tole bakterijo lahko potem poljubno premikamo v tridimenzionalnem prostoru. Optična pinceta je priprava, ki nam omogoča, da laserski žarek preko objektiva mikroskopa peljemo v takole raztopino in potem v fokusu tega žarka ulovimo posamezno bakterijo. Lahko pripravimo več tovrstnih pincet in začnemo potem premikati bakterije. Tisto, kar nas je zanimalo, je, kaj se bo zdaj zgodilo, če mi takole bakterijo premaknemo v suspenziji. A bo tale bakterija pri tem, ko se bo premikala, povzročila tudi premikanje sosednjih celic. In tole, kar vidimo na temle videu, je takole premikanje bakterije v suspenziji. In tisto, kar je zanimivo in kar smo prvič pravzaprav opazili, je, da pri tem, ko premikam optično ujeto bakterijo, se hkrati premikajo tudi njene sosede. Tega do zdaj nobeden še ni opazil, kljub temu, da se seveda raziskovalci s tem problemom ukvarjajo že več stoletij. Tole je bilo sigurno zelo zanimivo in kaže na neko povezavo med bakterijami, ki jo do sedaj nismo še poznali. Te povezave bakterij v mrežo se postopno vzpostavljajo. Na začetku je materijala, ki omogoča takole povezovanje bakterij, relativno malo. Sčasoma je tega zunajceličnega materijala, ki povezuje bakterije v mrežo, vedno več in po nekaj urah imamo že dokaj dobro formirano mrežo, v kateri se bakterije lahko razmnožujejo. Tale mreža, v katero so ujete bakterije, s časom raste, razdalja, na kateri se bakterije čutijo v taki suspenziji, se povečuje in imamo po nekaj urah, lahko pa že praktično po nekaj minutah, neko povezavo, kjer bakterija lahko sporoča tukaj sem, glejte, če se premaknem, se bo premaknil tudi nekdo drugi. To bi bilo približno tako, kot če bi v tem prostoru se jaz premaknil, pa se sočasno tudi vsi vi, ki ste tukaj, premaknete, kar je seveda neka interakcija na relativno zelo dolgo razdaljo. Do te interakcije pride zgolj takrat, ko celica raste. Če smo celico in njeno aktivnost zaustavili, potem take mreže celica ni naredila. Skratka, celica zdi se lahko pripravi neko svojo domovanje, v katerem opravlja potem svojo aktivnost. Seveda nas je v nadaljevanju zanimalo, iz česa so te nevidne povezave med posameznimi celicami, kar nekaj je kandidatov, ki bi lahko omogočali take medcelične povezave. Tisto, kar smo v raziskavi pokazali, je, da je zunajcelična DNA molekula tista, ki povezuje te celice v takole agregirano strukturo. Tole je nekoliko nenavadno. Celično oziroma DNA pričakujemo znotraj celice, ne pričakujemo, da bi imela tale molekula, ki je tako pomembna za dedovanje, kakšno posebno funkcijo tudi zunaj celice. Pa se zdi, vsaj v teh redkih suspenzijah na začetku tvorjenja take mreže, da je zunajcelična DNA zelo pomembna. Imeli smo celo to srečo, da smo lahko videli posamezne molekule DNA, ki povezujejo celice v takole mrežo in omogočajo potem strukturiranje nekega zunajceličnega matriksa. Skratka, rezultati te naše raziskave kažejo, da je seveda ta naša celica več kot zgolj tisto, kar lahko zapakiramo v tako celično strukturo. Poleg seveda celične strukture je zelo pomemben
tudi ta njen zunajcelični matriks, preko katerega se lahko bakterija povezuje z drugimi bakterijami in tvori povezave, ki jih vsaj do sedaj še nismo videli. Zdaj tole naše odkritje na nek način spreminja perspektivo. Spreminja pogled na to, kako bakterijska celica deluje, česa vsega je sposobna, kako lahko sodeluje z ostalimi celicami. Kam nas bo tole pripeljalo, je verjetno v tem trenutku še prerano kazati, vendar se zdi, da bomo s tem novim pogledom v mikrobiologijo lažje mogoče razumeli fiziologijo mikroorganizmov, lažje bomo razumeli tudi, zakaj se mikroorganizmi tako branijo antibiotikov oziroma drugih protimikrobnih sredstev v raztopini in verjetno bo tole odprlo pot razumevanju bakterijskih tkiv. Nekaj, kar do sedaj nismo niti uspeli razmišljati, ker seveda te slike tega nismo poznali. Tako da hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala, profesor Stopar. Naslednji najodličnejši raziskovalni dosežek prihaja s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Opisuje novo računsko orodje za protipotresno utrditev zgodovinskih zidanih stavb s pomočjo potresne izolacije. Dosežek bosta predstavila oba člana raziskovalne skupine, docent dr. Simon Petrovčič in profesor dr. Vojko Kilar. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, jaz bom na kratko predstavil naš raziskovalni dosežek. Torej med stanovanjskim fondom starejših stavb prevladujejo zidane stavbe. Te zidane stavbe so bile v veliki meri projektirane še pred obstojem današnjih predpisov, morda celo pred obstojem kakršnihkoli predpisov posebnih zahtev za gradnjo na potresnih območjih. Nekatere so bile zgrajene še celo v času, ko so še sledili bolj intuiciji in preteklim izkušnjam in mnogo izmed teh je lahko potresno ogroženih, nevarnih, v njih lahko pri močnejšem potresu pride do poškodb, lahko tudi nepopravljivih, lahko tudi v kritičnih primerih do porušitev. In med temi stavbami je kar nekaj stavb, ki imajo nek posebni kulturni, arhitekturni, drugačen tak pomen, ki jih nikakor ne bi radi izgubili. Samo v Sloveniji je preko 400 stavb državne zaščitene dediščine in še več potem teh na lokalni ravni. Tako da mi smo potem v prvem delu naše raziskave, ki jo bom jaz predstavil, smo pripravili, izpopolnili eno tako orodje za račun teh strižne odpornosti takih stavb in to orodje temelji na različnih porušnih mehanizmih slopov. Tukaj imate prikazane pogibni, strižni in pa mehanizem prestriga. Iz teh mehanizmov mi lahko naredimo en računalniški model, ki nam omogoča simulacijo odziva takšnih stavb pri potresni obtežbi. Zdaj, nosilnost posameznega sklopa, v tem primeru medokenskega sklopa, je odvisna od materiala, geometrije in od obremenitev na steno. Mi smo to interakcijo združili v enem takem tridimenzionalnem interakcijskem diagramu, ki ga vidite na desni strani spodaj. Na X osi so potem vitkosti stene, se pravi nekje geometrija, na Y osi je osna sila v steni in na Z osi, vertikalni osi, je strižna odpornost. Vidite lahko, da različne površine te gore, te planine, različne pobočja predstavljajo različne porušne mehanizme in da se lahko pri isti osni sili enaka stena znajde med različnih porušnih mehanizmih in to smo s tem našim vključitvijo tega interakcijskega diagrama v račun smo to lahko dosegli.
Pomembno je tudi, da je osna sila v stavbi med potresom, da se osna sila spreminja in lahko potem zaradi horizontalne obtežbe pri isti steni dobimo zelo različne porušne mehanizme in to je seveda potrebno pravilno upoštevati. Tako da mi smo potem na podlagi tega razvitega modela smo pripravili najprej eno orodje, ki omogoča določitev odpornosti neojačene obstoječe stavbe. Na podlagi tega določimo, kakšne so potrebe za neko sanacijo in ideja je bila, da isti tridimenzionalni diagram ohranimo za različne metode sanacije. Mi smo v tem članku, ki je bil tukaj izbran kot pomemben, izbrali način potresne izolacije za sanacijo takšnih stavb, ki je bolj primeren za nove stavbe. Redkeje se uporablja pri starejših stavbah, bolj pri kakšnih manjših, pomembnejših stavbah bi to prišlo v poštev. In ta potresna izolacija poveča, ideja je, da poveča nihajno dobo, zmanjša sile, vendar pa je med temelje in stavbo potreba vstaviti sloj elastomerov, elastičnih izolatorjev, ki to omogočajo. In v idealnem primeru seveda bi to pomenilo, da v tak zgodovinski objekt ni potrebno delati nobenih dodatnih ojačitev v zgornji del konstrukcije, ker bi bilo ves ta dodaten rekonstrukcijski poseg bi bilo možno izvesti na nivoju kleti ali na nivoju najnižje etaže. Torej, v drugem delu raziskave pa je bila potem razvita povsem praktična metoda, ki jo lahko projektanti gradbenih konstrukcij, ki pripravljajo statično sanacijo, uporabijo za izbiro tega sistema elastomernih ležišč. Že sami gradbeni predpisi sicer določajo neke minimalne zahteve v odvisnosti od jakosti potresne obremenitve, ki določajo nivo poškodb, ki jih neka obstoječa stavba lahko doseže. Za potresno izolacijo pa gremo lahko še bistveno dlje, dosežemo bistveno večjo varnost, ki jo določimo s konsenzom z vsemi vpletenimi akterji, poleg projektantov, tudi konzervatorjev in upravljalcev, lastnikom dediščine. In to je v bistvu prvi korak za določitev tega sistema, potem pa se uporabi ta naša razvita metoda, določi se potresna odpornost obstoječega objekta in z vsemi temi podatki potem lahko pridemo tudi do ustrezne togosti in pa pomika ležišč izolacijskega sistema. Metode ne bom podrobno opisoval, ker nimamo toliko časa, bom pa pokazal nek konkreten primer, neke zunanje fasadne stene zgodovinske zidane stavbe, podobno kot tista, ki smo videli na prvi prosojnici. Če izvedemo potresno analizo za nek projektni potres, bi bila ta stavba, ta fasadna stena izredno poškodovana, niti zahtev predpisov seveda ne bi izpolnjevala in bi bila na meji porušitve. Z uporabo potresne izolacije, zbrane po naši metodi, pa bi v bistvu te poškodbe praktično izničili, oziroma nekaj manjših poškodb bi še nastalo in z dodatnimi interacijami bi ta sistem lahko še izboljšali. Ker pa so potresi izredno nepredvidljivi, zdaj v nadaljevanju najinih raziskav tudi z verjetnostno analizo želiva pokazati, za koliko se ta varnost poveča in trenutno kažejo rezultati, da vsaj za 5-krat lahko to verjetnost, da se te poškodbe ne bodo pojavile, zmanjšamo vsaj za 5-krat. Torej, potresna izolacija ni primerna samo za nove objekte, ampak zelo primerna tudi za obstoječe objekte, nekaj aplikacij po svetu je že bilo. Metoda, ki je povsem praktično aplikabilna, je bila razvita v upoštevanju konsenza med vsemi povezanimi akterji, tako projektantov kot konzervatorjev in upravljalcev dediščine. Se je pa potrebno seveda tudi omeniti, da so te postopki primerni samo za tiste najbolj dragocene stavbe arhitekturne dediščine zaradi svoje cene in zahtevnosti in za te objekte pa smo pripravljeni tudi uporabiti večje finančne vložke. Hvala lepa. Docent Petrovčič in profesor Kilar, najlepša hvala za predstavitev vajinega dosežka. Na govorniški oder vabim profesorico doktorico Majo Bučar z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Odgovorila nam bo na vprašanje, zakaj obstaja pomanjkanje dokazov za prelivanje znanja od tujih neposrednih investicij. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, za uvod moram upravičiti avtorja tega prispevka, dr. Matijo Rojca, ki je zaradi poškodbe prosil, da
njegov članek oziroma članek, ki ste ga pripravila s kolegom dr. Knelom z Norveške, predstavim v njegovem imenu kar jaz. Zdaj moram najprej pogledati. To je to? Aha. Torej, raziskava se je ukvarjala z vprašanjem, kako pokazati, da obstaja prelivanje znanja od tujih neposrednih investicij. V ekonomski teoriji smatramo, da je eden od pomembnih učinkov, ki ga prispeva lahko tuja neposredna naložba, ravno prelivanje znanja od tujega podjetja na domače podjetje, tako na domače podjetje, ki je neposredni prejemnik tuje investicije, kot na podjetja v tistem sektorju in seveda tudi na državo, preko tega, da se seznanja njeno gospodarstvo z spoznanji, tehnološkimi spoznanji iz tujine. Problem, na katerega se je naletelo pri potrjevanju te teoretične utemeljitve, je, da se praktično z obstoječimi ekonometričnimi analizami ni našlo dovolj jasnih dokazov v tej smeri. Dokazi so šli v smer ali potrditve ali zavrnitve ali pa niso našli nobenih učinkov. Vprašanje, ki sta si ga zastavila kolega, je šlo v smeri, ali je napaka pač pomanjkanje dokazov zaradi tega, ker sama izbira metode ni najprimernejša, ali so kakšni drugi razlogi. Skratka, želela sta ugotoviti, cilj njun je bil, da potrdita, ali res ne prihaja do tega prelivanja oziroma v katerih primerih bi to prelivanje bilo možno pokazati in kako ga zajeti v ocenjevanje. Na osnovi obdelave serije ekonometričnih analiz, pa tudi različnih študij primerov, ki sta jih našla v bogati dokumentaciji na temo tujih naložb, predelala sta preko 182 enot literature in pregledala analize, ki so temeljile na številnih podatkih, sta pravzaprav prišla do ugotovitve, da je dejansko delno temu razlogu, da se ni sposobno pokazati prelivanja, botrovalo predvsem to, da so pristopi bili morda premalo dodelani, se pravi pristopi merjenja tega prelivanja znanja premalo merjeni. Namreč ugotovila sta, da je potrebno najprej razlikovati med načinom, se pravi med načinom prelivanja, povezovanja podjetij. Eno gre za medpanožno podjetja, se pravi ta vertikalno povezovanje, in drugo horizontalno povezovanje. Se pravi, ko se pripravlja sam model, je treba to zelo jasno ločiti. Poleg tega so še drugi viri, ki vplivajo na različnost podjetij, kot je geografska razdalja, časovna dinamična dimenzija procesa, časovni odlogi, v katerih pač merimo to prelivanje. In pa potem še eno dimenzijo sta izpostavila, in sicer razlika glede na to, kako so usmerjene enote podjetij, v katere prihajajo tuje naložbe. Ali so to podjetja, ki se primarno ukvarjajo z domačim trgom, ali so usmerjena v izvoz, ali gre za prevzeme, gre za nove tuje investicije, tako imenovane greenfield investment, in pa tudi kakšna je kapitalska udeležba domačih lastnikov. In ko sta vse to obdelala, ko sta pregledala, sta ugotovila, da je predvsem tako upoštevanje virov heterogenosti domačih podjetij, ki določajo njihovo absorpcijsko sposobnost prelivanja, se pravi absorpcijsko sposobnost prihajanja tujega znanja v domače okolje, razlike v tehnološkem razvoju, se pravi bliže, ko sta si podjetja glede na raven tehnološke razvitosti in bliže, kot sta si glede raziskovalno-razvojne inovacijske aktivnosti, več bo prelivanja znanja realizirano. Prav tako je stopnja prelivanja znanja odvisna od kvalitete delovne sile, produktivnosti in izvozne usmerjenosti. Njune ugotovitve se je potem preneslo v naslednjo raziskavo, ki pa je temeljila na tem, na čemer večina ekonomskih raziskav danes sloni, se pravi na ekonometričnem modelu, in tu so pravzaprav vse te njune ugotovitve bile tudi skozi ekonometrijo
potrjene. Se pravi, tisti trenutek, ko pristopimo k gradnji modela na ta način, da upoštevamo to metodologijo, ki ste jo predlagala, se pravi kontroliranje za heterogenost podjetij, glede na absorpcijsko sposobnost, kvaliteto delovne sile, produktivnost, velikost in tehnološko vrzel, se potrdi, da je bilo ravno pomanjkanje teh dokazov za prelivanje znanja pravzaprav posledica neupoštevanja heterogenosti podjetij. Če to upoštevamo, potem pridemo do ugotovitve, da je za prelivanje znanja od podjetij v tujih lasti na domača podjetja ključna pravzaprav absorpcijska sposobnost domačih. To je pa vsaj po eni strani pomembna ugotovitev tako za teorijo, kot seveda tudi za praktično usmeritev politike spodbujanja tujih naložb. Se pravi, če država pričakuje, da bo preko tujih naložb pridobila pomembno znanje, mora najprej seveda vedeti tudi, na kakšni tehnološki ravni je samo okolje in podjetja, v katera se tuje znanje preliva. Če je to na ustrezno visokem nivoju, potem bo do prelivanja znanja prišlo, če pa je razkorak prevelik, so naša pričakovanja pravzaprav pretirana. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, profesorica Bučar. Raziskovalna skupina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z inštitutom Forschungszentrum Jülich se lahko pohvali z novo metodo za slikovno določevanje energijske reže fotonapetostnih modulov. V imenu raziskovalne skupine jo bo predstavil dr. Matevž Vokalič. Spoštovani, hvala. Naloga sončnih celic je pretvorba sončne svetlobe v električno energijo. Parameter, ki pove, kolikšen del spektra sonca bodo sončne celice pretvorile v električno energijo, je energijska reža. Sončne celice oziroma fotonapetostni moduli so veliki elementi in jih je zelo izredno težko izdelati homogene. Zato izkazujejo določeno mero nehomogenosti, nekateri tipi pa tudi nehomogenost energijske reže. Druga zanimiva lastnost sončnih celic je, da ko jih priključimo na vir napajanja, se obnašajo kot LED diode, svetijo. Spektar oziroma barva svetlobe, ki jo izsevajo, pa je zopet odvisna od energijske reže in ta barva oziroma spektar je večinoma v infrardečem področju svetlobe. Ker pa so moduli nehomogeni, je nehomogena tudi izsevana jakost oziroma barva svetlobe, ki jo modul daja. Metoda, ki smo jo razvili skupaj v sodelovanju s Forschungszentrum Jülich, izkorišča omenjene mehanizme in odvisnosti in deluje tako. Modul priključimo na vir napajanja in izsevano svetlobo zajamemo z dvema različnima kamerama v dveh različnih spektralnih območjih. Ker je modul nehomogen, kameri modul vidita različno, dobimo dve različni sliki. Te dve sliki potem med sabo delimo in preko kalibracijske relacije določimo energijsko režo v vsaki točki na modulu. Po našem znanju je to v bistvu prva metoda, ki omogoča določitev energijske reže v roku parih sekund na modulu in to je hitra, je nedestruktivna in zato tudi možna njena integracija v proizvodno linijo. Po zaključku proizvodne linije zajamemo obe sliki, izračunamo energijsko režo po celotnem modulu in na podlagi rezultata se lahko odločimo za določene korekcije proizvodnega procesa, s čimer povečamo homogenost oziroma izboljšamo homogenost fotonapetostnega modula. Še bolj pomembno pa je, prosim za naprej, da s tem izboljšamo tudi učinkovitost fotonapetostnih modulov. Hvala. Dr. Vokalič, hvala in čestitke. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z belgijskimi raziskovalci uspeli razložiti enega od mehanizmov preživetja bakterij v prisotnosti antibiotikov. Dosežek bosta v imenu raziskovalne skupine predstavila profesor dr. Jurij Lah in dr. San Hadži.
Spoštovani gospod rektor, spoštovani kolegi raziskovalci, spoštovani gostje, v veliko zadovoljstvo nam je, da vam lahko predstavimo dosežek, ki je plod dolgoletnega sodelovanja med raziskovalci Katedre za fizikalno kemijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in skupine profesor Lorisa z Univerze v Bruslju v Belgiji. Raziskovanje bakterijskih genetskih sistemov, ki omogočajo preživetje bakterij v prisotnosti antibiotikov in s tem žal ponavljajoče se infekcije pri človeku, je bilo v preteklosti predvsem v domeni bakteriologov. V zadnjih letih pa nam je uspelo določiti v veliko prostorskih struktur proteinov udeleženih v gensko regulacijo, kar predstavlja potrebni pogoj za razumevanje procesa regulacije na molekularni ravni. Obnašanje proteinov smo proučevali s pomočjo različnih eksperimentalnih metod in s pomočjo osrednje fizikalne teorije termodinamike in uspeli pojasniti, kako lahko bakterije preživijo v prisotnosti antibiotikov. Ugotovitve smo objavili letos v 3 publikacijah v uglednih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva večjim od 10. Kvaliteti raziskav je prispevala vrsta slovenskih raziskovalcev, v zadnjem času pa v veliki meri moj najtesnejši sodelavec, dr. San Hadži, ki bo podrobneje orisal naš raziskovalni, se pravi naš prispevek znanosti. Pozdravljeni. Torej, poglejmo si, zakaj gre pri bakterijski persistenci. Lahko naredimo sledeč poskus in sicer vzamemo bakterijsko kulturo in ji dodamo antibiotik. Vidimo, da v zelo hitrem času večina celic pomre, to je ta eksponentna odvisnost. Manjši del kulture pa se nekako upira in ostane in se ne odmre. No, ta manjši del kulture so bakterije, ki mirujejo, so metabolno neaktivne celice in tem bakterijam rečemo persistentne celice. Lahko pa antibiotik odstranimo in potem opazimo, da te persistentne celice se lahko spremenijo nazaj v običajne celice in ponovno naselijo kulturo. Vidimo, da je to obnašanje povsem drugačno od rezistentnih bakterij, to je ta krivulja zgoraj. V tem primeru je celotna populacija neobčutljiva na antibiotik. No, pomembno vlogo pri ustavitvi celične rasti pa igrajo taki preprosti genski elementi, imenovani toksin-antitoksin moduli. Te se nahajajo v vseh bakterijah in so običajno sestavljeni iz proteinov toksina in antitoksina. Med normalno rastjo je modul neaktiven, to pomeni, da antitoksin preprečuje delovanje toksina. No, povsem drugače pa v stresnih pogojih. Takrat se antitoksin, naprimer stresni pogoj bi bil dodatek antibiotika, takrat se antitoksin razgradi, toksin je aktiven in se veže na celično tarčo in na ta način ustavi rast. No, nas je predvsem zanimalo, kako celice regulirajo delovanje toksina, ker toksin mora biti večino časa neaktiven. Bolj podrobno smo preučili CCDBA modul, kjer smo najprej ugotovili na tej shemi, kaj v tem modulu interagira s čim. Potem smo karakterizirali prostorske strukture teh kompleksov in nazadnje smo določili jakost teh interakcij. Te ugotovitve smo na to povezali skupaj s pomočjo ene izmed osrednjih fizikalnih teorij, termodinamike, in napovedali obnašanje sistema pri različnih koncentracijah toksina in antitoksina. Te ugotovitve lahko strnemo v to vrsten diagram, temu rečemo fazni diagram, ker v vsaki točki tega diagrama poznamo sestavo sistema. No, prvi smo opazili in pojasnili tole diagonalno ločnico med aktivnimi stanji sistema in neaktivnimi stanji in to je nekako bistvena značilnost regulacije toksin-antitoksin modulov. Ena izmed pomembnejših interakcij je pa interakcija med toksinom in antitoksinom, zato smo tej posvetili posebno pozornost. Ta interakcija je zanimiva zato, ker je antitoksin, to je zdaj prikazan kot ta špaget črn, je v prostem stanju nestrukturiran in ko se veže na toksin, se zvije. To pomeni, da imamo en energijsko neugoden proces, torej zvitje energijsko neugodno, ki je sklopljeno z energijsko ugodno vezavo, tako da je celoten proces spontan.
Torej, naš prispevek v tem primeru je bil pa v tem, da smo vzpostavili neko metodo, kako lahko oba podprocesa karakteriziramo. Zopet smo te ugotovitve interpretirali s pomočjo termodinamike in napovedali, kako se sistem odzove na spremembe aminokislinskega zaporedja. Ugotovili smo, da se sistem obnaša po znanem Le Chatelierjevem principu, torej bolj kot postaje zvitje neugodno, manj zvito je nekako končno stanje sistema. No, zdaj pa za konec bi rad še omenil, v kakšni smeri razmišljamo naprej. In sicer na teh slikah so prikazane 4 evolucijsko ne zelo sorodne živali, torej ptič, potem ena vešča kot insekt, pa netopir, ki je sesalec in pterozaver. No, ampak vse te evolucijsko nekako nesorodne živali pa letijo, torej imajo nek skupen fenotip letenja. To je primer konvergentne evolucije, ker se je letenje v vseh teh primerih razvilo neodvisno. No in v zadnjem času smo pa opazili, da zelo različni te moduli, ki imajo različne mehanizme regulacije, imajo podobne fazne diagrame. To je zdaj prikazano samo za 4, ampak tudi pri ostali imajo podobne fazne diagrame, kar nakazuje na podoben regulacijski fenotip. No, zdaj to pa morebiti nakazuje na nek univerzalen fenotip regulacije teh modulov in to bi pa radi preučili v prihodnjih raziskavah. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, profesor Lah in dr. Hadži. Raziskovalci z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in z Univerze Kindai iz Osake so predlagali heksagonalni kvazikristal na osnovi bronastega števila. Kaj to pomeni, nam bo v imenu raziskovalne skupine povedal profesor dr. Primož Ziharel. Tisti, ki ste študirali fiziko ali pa vedo o materialih, ali pa ki še boste te stvari študirali iz starejših knjig, kot je recimo ta standardni učbenik fizike trdne snovi iz 80. ali pa 70. let, boste tam prebrali, da je translacijski red brez 2, 3, 4 ali pa 6 števne simetrije ni mogoč. Se pravi, te 4 vrste rotacijskih simetrij v kristali so možne. In to je dolgo časa veljalo kot ena taka zelo neovrgljiva dogma. Potem se je pa v sredini 80. let tale raziskovalec Daniel Shechtman, izraelski raziskovalec, ki je deloval v Združenih državah, srečal z eno zlitino aluminija in mangana, nič posebenega, niti po sestavi, niti po koncentraciji, in v tej zlitini je odkril tako leuklonsko sliko, ki očitno nima 2, 3, 4 ali pa 6 števne simetrije, ampak 10 števno simetrijo. Tole je bilo precej kontroverzno odkritje. Daniel Shechtman je zaradi tega odkritja izgubil službo, ker so mu nadrejeni svetovali, da nima premisli, kaj je zdaj res ugotovil. Kaj je na tem odkritju tako posebnega, se boste lažje predstavljali na novejši sliki, to je zdaj izpred recimo 15 let ali kaj tazga, tukaj je skoraj milimeter veliko zrno tazga kvazikristala, ki je ravno tako lepo, kot recimo kakšen kristal zlata ali pa kakšen bolj običajen kristal, ki ste ga vajeni, mogoče iz biologije ali pa kar tako iz doma. Razlika je samo v tem, da teh le 5 kromičnih ploskvic, ki so nanizali okrog osi, kot robada platno, kaže, da imate v zadju sklad, ki bi se ga dali interpretirati, če bi bili gradniki snovi zloženi v pravilne pethodnike. Vsak nabavni bo verjetno vedno s pravilnimi pethodniki ni mogoče predvodno pravine, ne da bi vmes napravili kakšen defekt. To je pač zdaj osnova za kontroverznost tega odkritja. Ampak od takrat se je veda, ker se odvarjali s takimi sistemi že lepo razvila, tej vedi rečemo kvazikristali, v področju rečemo sloventnim snem rečemo kvazikristali. Mi smo predlagali heksagonalni kvazikristali. Se pravi, kvazikristali ima 6 števno simetrijo. To je izpostavljalo, zato ker se je veda v kvazikristalih začela ravno s prepovedanimi simetrijami, 6 števna simetrija pa ni prepovedana. In ta naš članek se stoji iz matematične konstrukcije in fizikalnega modela. Matematična konstrukcija
izhaja iz treh tipov ploščic, recimo majhen trikotnik, velik trikotnik in pravokotnik, in potem pravila, da mu rečemo inflacijsko pravilo. S tem inflacijskim pravilom v vsakem koraku ploščice iz prejšnje generacije razdelimo, tako da dobimo vedno bolj fino delitev ravnine, ali pa bolj natančno je ta dela ravnine na ploščice manjših in manjših dimenzij. In potem, če bi bili tole ploščico, tole tlakovanje pogledali tako od blizu, če ne bi videli tega roba, bi se nam to tlakovanje mogoče zdelo neskončno kitajska, ali pa bi se nam zdelo, da vidimo neko translacijsko periodičnost, ampak v resnici taka periodičnost v takem vzorcu ne obstaja. Zaradi tega takemu vzorcu rečemo kvazi kristal. Tak vzorc je popolnoma urejen, ampak nima translacijske periodičnosti. Tukaj na desni je še nekaj o fizikalnem modelu za tak kvazi kristal. V tem fizikalnem modelu je najbolj zanimivo to, fiziki ponovadi vzamemo modelske delce, modelsko silo, ki med temi delci deluje, in lepota tega modela je v tem, da so delce zelo preprosti, pa sile dobili tudi. Tukaj le kažem potencial, iz katerega taka sila izhaja, ta potencial je neskončen, če se delce prekrivata, potem imamo neko ceno za mehno prekrivanje, če se delce zelo daleč kot drugega, ni nobene sile med njima. Če tak sistem simuliramo, dobimo takole sliko, to je recimo primer take slike, in na tej sliki lahko vidite pravokotnike, male trikotnike, velike trikotnike na eni skali, potem pa, če pogledate ki modre pike, še na večji skali. In to je zdaj primer razumljenega kvazi kristala 6-4 simetrijo. Zdaj, kaj so glavni poudarki tega našega dela? Mi smo predlagali kvazi kristala s tradicionalno dovoljeno rotacijsko simetrijo, kar je ni mogoče prvič v zgodovini kvazi kristalov, ampak so drugi vidite, zaradi česar je to zanimivo. To pravi, s tem nekako gremo proti običajno veljavni predstavi, da so kvazi kristali samo tisti s prepovedanimi simetrijami. Potem predlagali smo matematično geometrijsko konstrukcijo fizikalnih model. Vse skupaj smo podkrepili tudi z višjedimenzionalno analizo, kjer kvazi kristali vidimo kot pravilen kristal v 6-dimenzionalnem prostoru, ki bi potem projiciral v 2-dimenzionalni prostor, in podobne vzorce smo odkrili tudi v več eksperimentalnih sistemih. Tisto, zaradi česar se meni zdi to delo, to je bilo zdaj malo pristransko, posebej pomembno je, da smo našli manjkajoči člen, če hočete, v liniji tlakovanj, ki se začne z znanim Penrosovim tlakovanjem iz 70-ih let. Penrosovo tlakovanje je prvi matematični model kvazi kristala, ki ima 5-členno simetrijo in izhaja iz zlatega reza. Števila znaša 1 + skoraj 5 polovic. To je znano iz arhitekture, iz dizajna, od marsikoga, tudi iz umetnosti. Potem malo manj znano je Amon Beckerjevo tlakovanje, ki ima 8-členno simetrijo. To tlakovanje izhaja ravno tako kvazi kristalno in izhaja iz tako imenovanega srebrnega reza, ki je malo manj znan kot zlato razmerje, ampak vseeno. Naše tlakovanje ima 6-členno simetrijo in se ga da povezati z bronastim razmerjem, torej s posplošenim Fibonaccijem zaporedjem, tiste, ki imate malo veseljosti. Najlepša hvala. Profesor Ziherl, najlepša hvala za vašo predstavitev. Nadaljujemo z dosežkom, ki prihaja z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskovalci z fakultete so izdelali novo metodologijo za vrednotenje kratkoročnih vizualnih sledilnikov. Dosežek bo v imenu raziskovalne skupine predstavil izredni profesor dr. Matej Kristan. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Torej, naš prispevek se nanaša na algoritme, ki procesirajo videoposnetke. In sicer nas zanimajo algoritmi, kateri podamo v prvi sliki videoposnetka poljubno tarčo, potem je pa naloga tega algoritma, da to isto tarčo lokalizira, se pravi, poišče v vseh nadaljnjih slikah. In to mora početi zelo robustno, ne glede na to, če se tarča zakrije, če signifikantno spremeni svoj izgled, če se slika trese in se slika megli, oziroma se zaradi drugih dejavnikov slika presvetljuje. Temu problemu v računalniškem videu rečemo sledenje objektov oziroma kratkoročni sledilniki za sledenje objektov
in to je raziskovalno izredno aktivno področje znotraj računalniškega vida. Delni razlog je v tem, da imajo ti algoritmi zelo velik aplikacijski potencial. In sicer taki algoritmi so ključnega pomena za sisteme, kot so avtonomni roboti, videonadzorni sistemi, avtomoto industrija, pa vse do uporabnikov človek-stroj. Se pravi, vse te tehnologije temeljijo na uspešnih sledilnikih. No in zaradi izjemne aktivnosti na področju se letno na glavnih konferencah in pa revijah računalniškega vida objav med 50 do 100 novih sledilnih algoritmov. Ampak še do pred nekaj let pa ni bilo enovitega postopka evalvacije teh algoritmov, kar pomeni, da rezultate prek različnih člankov ni bilo moč zelo dosledno primerjati. In kot odziv na to situacijo smo pred leti ustanovili inicijativo VOT, Visual Object Tracking Initiative, katere namen je ravno sprožanje te standardizacije evalvacije algoritmov. Postopka evalvacije, vpeljave te standardizacije smo se lotili postopoma. Najprej smo razvili metodologijo za generiranje vpoglednih podatkovnih zbirk za evalvacijo sledilnikov, potem smo razvili evalvacijski sistem za avtomatsko analizo algoritmov in na koncu smo predlagali celovito metodologijo za analizo rezultatov, algoritmov in pa interpretacijo rezultatov. Vse te stvari smo objavili v glavnih revijah na področju računalništva in informatike, ampak za razširjanje uporabne vrednosti znotraj skupnosti te naše metodologije smo pa začeli organizirati izzive VOT, torej izzive vizualnega sledenja. To pomeni, da vsako leto zgeneriramo novo podatkovno zbirko in povabimo k sodelovanju raziskovalce iz celega sveta. Raziskovalci nam pošljajo svoje algoritme analiziramo na naši podatkovni zbirki, rezultate te analize pa objavimo v skupnem članku z rezultati na eni od glavnih konferenc računalniškega vida. Vpliv naše skupnosti oziroma naše iniciative VOT je viden in je z leta v leto večji. Zdaj smo nekje v fazi, kjer spletno stran naše iniciative mesečno obišče približno 3000 raziskovalcev. Vse publikacije, ki jih generira naša iniciativa, so prav tako izjemno odmevne. Naprimer, zgolj članek z lanskoletnimi rezultati je na raziskovalnem portalu ResearchGate v enem letu dosegel oziroma presegel 800 vpogledov. Dogodki, ki jih organiziramo, so tudi zelo dobro zastopani. Naprimer, zadnja delavnica, ki smo jo organizirali v sklopu zadnjega izziva, je bila zelo dobro obiskana, udeležili se jo je okoli 100 raziskovalcev z celega sveta, kar je precej dober dosežek za našo skupnost. Torej, izgleda, da predlagana metodologija dejansko postaja standard na področju vizualnega sledenja objektov. Ampak gotovo take odmevnosti ne bi dosegla metodologija zgolj za objavo tistih nekaj člankov, čeprav v uglednih revijah. Zelo velika zahvala gre zares našemu mednarodnemu organizacijskemu odboru iniciative, ki vsako leto vlaga zelo velike napore v organizacijo izziva in pa potem izvedbo dogodkov, ki se tičejo našega izziva. Zahvaliti se moram tudi našim sponzorjem, ki nas podpirajo skozi vsa ta leta. Rad bi se zahvalil Univerzi v Ljubljani, ki je prepoznala to delo kot pomemben dosežek, pa jaz bi se zahvalil vam, publika, za posluh. Hvala. Profesor Kristen, hvala tudi vam. Na govorniški oder pa zdaj vabim profesorja dr. Matevža Dularja z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine bo predstavil učinkovito dezinfekcijo vode s pomočjo hidrodinamske kavitacije. Dosežek je plod sodelovanja z Nacionalnim inštitutom za biologijo. Izvolite. Ja, lep pozdrav, hvala lepa za vabilo, hvala predvsem komisiji, da nas je uvrstila v ta ozek krog izbrancev. Najprej bi poudaril, da je res to plod sodelovanja z Nacionalnim inštitutom za biologijo, brez katerega sigurno danes ne bi imel tukaj kaj dosti za povedati. Bom pa probal sam dosežek predstaviti na čim bolj enostaven način, ker za to heterogeno publiko je težko biti zelo detajlen. Če začnemo s samo kavitacijo, najlažje to predstavljamo v takem diagramu, zelo suhoparno gre za uparjanje zaradi znižanja tlaka.
Zdaj skoraj vsak material lahko imamo v 3 agregatnih stanjih, v kapljevitem, trdnem in plinastem. Za vodo recimo, če smo pri nekih udobnih 25 stopinjah v kapljeviti vodi, lahko ji povečamo temperaturo in voda zavre, to vsi poznamo. Zelo podobna stvar se pa zgodi, če znižamo tlak na zelo nizek tlak, na 0,03 bara in voda bo spet zavrela, rečemo, da zakavitira. Zdaj sama reč, sem rekel, tako je suhoparna. Tole bi sicer moral biti film, ali lahko probate zavrteti, če bo šlo. Super. Zgleda pa zelo, zelo dinamična ta reč, predvsem zato, ker je to zdaj pa hidrodinamska kavitacija, tisto, o kateri je tudi naslov. Kaj se tukaj dogaja? Voda gre čez zelo ozko režo, zelo pospeši, hitrost tukaj je okrog 30 metrov na sekundo, okrog 100 km na uro noter, in tlak pade in voda se upari. Nastanejo majhni mehurčki, ki potem potujejo s tokom in potem kasneje kolapsirajo. Zdaj, cel proces od tukaj do tukaj se zgodi mogoče v milisekundi ali pa celo mikrosekundi, se pravi, proces zelo, zelo, zelo agresiven. Zdaj, kavitacija sama ni nekaj novega. Prvi je o njej pisal Newton, leta 1700 približno, in od takrat pa skoraj do danes, tudi še danes, velja za zelo nezaželen pojav. Inženirji se probamo na vse možne načine otepati, to pa zato, ker ob tem kolapsu kavitacijskega mehurčka pride do zelo visokih temperatur, zelo visokih tlakov, ki recimo v turbinskih strojih poškoduje lopatice. Tukaj vidite en tak tipičen primer poškodbe lopatice aksialne črpalke. Potem je prišlo neko prelomen dogodek, ne vem točno, kaj je bilo takrat, da je nekdo prišel na idejo in je rekel, kaj pa, če te zelo agresivne pogoje obrnemo v svoj prid in jih začnemo izkoriščati. To se je načeloma zgodilo, prvi preboj je bil v kemiji. Ideja je pa seveda enaka, se pravi, spet imamo mehurček, ki zraste, skolapsira in če v bližini recimo bakterija, virus ali pa neka kemijska spojina, bodo te visoke temperature in tlaki vplivali na njo in se bo nekaj pozitivnega zgodilo. Zadeva se danes uporablja v mnogih procesih, recimo pri odstranjevanju ledvičnih kamnov, pri operaciji sive mrene, vse te procese že uporabljajo. Tudi sami smo v to področje kar dobro zakorakali, recimo pri odstranjevanju zdravilnih učinkovin iz odpadnih voda, smo imeli nekaj člankov, pri dezintegraciji aktivnega blata in povečanji proizvodnji bioplina, in končno tudi pri uničevanju bakterij legionele v vodovodnih sistemih. Zdaj, vsi članki tukaj, ki jih imate, sodijo tisto zloglasno kategorijo A2 črtici, ki skozi stremimo proti njim. Za primer, recimo, za bakterijo legionele nekako naši izračuni kažejo na to, da bi lahko 10-krat manj energije porabili za isti učinek, kot so zdaj standardni te termični šoki, ki jih uporabljajo v stanovanjskih stavbah. Kaj pa zdaj z inaktivacijo virusov, pa našim člankom? Kaj je zdaj tukaj tako zelo prebojnega bilo? Bili smo prvi, ki smo pokazali, da je to sploh mogoče. Zdaj, ključni moment tukaj je bil verjetno to, da smo zelo dobro sodelovali in biologi in strojniki, to je bilo mogoče redkost prej. Predvsem smo se pa zelo posvetili temu delu, kavitacijskemu delu, da smo zoptimirali obnašanje teh mehurčkov v zelo majhni postaji. Ta cela postajica merilna ima okrog 3 ml volumna, to smo mogli narediti zaradi tega, da smo lahko dosti natančne biološke meritve naredili, ob enem smo mogli pa zagotoviti zelo, zelo agresivne pogoje tukaj noter. To je zelo težko narediti na toliko majhnih volumnih, toliko agresivne pogoje. Kaj smo dosegali? To bo edini tak diagram, brez skrbi. Dosegali smo zmanjšanje za 4 velikostne rede, kar pomeni 99,99% virusov smo uspeli inaktivirati. To se sliši za strojnika vrhunsko, za biolog reče, no, zdaj smo pa ravno dosegli tisto mejo, pri kateri se lahko začnejo pogovarjati, da bo zadeva ratala uporabna, rečemo temu. Se pravi, ko kupujete milo za roke, pa piše, da pobije 99% mikroorganizmov, to je nekje na meji merske napake za biologijo. To je to, kaj so pa zdaj odmevi in zakaj je to toliko nova zadeva. Tukaj sem sam prosto prevedel, kaj so pisalo v našem članku, se pravi, da je to enostavno, to je že recenzent napisal, enostavno odličen prispevek, ki ga morate objaviti, to se mi prej še ni zgodilo,
da je to zgodovinski mejnik na uporabi te hidrodinamske kavitacije, da je potencialno tehnologija, ki bo spremenila dezinfekcijo vode in zapirala vrzel po degradaciji polutantov. Po drugi strani smo bili zbrani tudi v izboru za odlični v znanosti raziskovalne agencije, celo International Water Research Association je pisal nas čist na koncu, da je pa čist nova novica od prejšnjega torka, je pa na podlagi tega članka bil sprejet tudi naš projekt pri Evropskem raziskovalnem svetu ERC, se pravi, da bomo naslednjih 5 let še bistveno bolj delali v tej smeri, tudi z virusi in bakterijami in na samih mehurčih. Hvala lepa. Profesor Dular, najlepša hvala in iskrene čestitke. Raziskovalci z Medicinske fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani so se s kolegi iz Nemške univerze Saarlandes ukvarjali z računskimi modeli presnove jeter. Kako daleč smo od klinične uporabe, nam bosta v imenu raziskovalne skupine razkrila Tanja Cvetanović in docent dr. Miha Moškon. Izvolite. Pozdravljeni, hvala za to priložnost. No, mi smo se osredotočili na nealkoholno zamaščenost jeter, ki je najpogostejša kronična bolezen jeter. Je ena od komponent metabolnega sindroma, povezanega z debelostjo in diabetesom. Poleg tega je zelo slabo raziskana metabolna motnja, ki se pojavlja pri kar velikem procentu populacije v razvitih zahodnih državah. Nealkoholna... Hvala. Nealkoholna zamaščenost jeter zajema 4 klinične slike jetrnih patologij, od enostavne zamaščenosti jeter, preko vnetja, steatoze ter na koncu kroničnega razraščanja vezivnega tkiva oziroma ciroze ter hepatocelularnega raka. Natančnega vzroka za bolezen nealkoholne zamaščenosti jeter ni, ampak se povezuje z neodzivnostjo na inzulin ter posledično preobremenitvijo jeter z trigliceridi in maščobnimi kislinami. Dodatna komplikacija predstavlja pomanjkanje neinvazivnih diagnostičnih metod, kar nam ne pomaga pri natančni določitvi razširjenosti nealkoholne zamaščenosti jeter ter razumevanja same narave te bolezni. Zato potrebujemo nove strategije za boljše razumevanje tovrstnih kompleksnih bolezni, pri čemer nam lahko pomaga sistemska medicina. Sistemska medicina je ena nova veda, interdisciplinarna veda, ki združuje matematične in inženirske pristope skupaj z naravoslovnimi znanostmi in medicino. Združevanje velike količine podatkov nam omogoča gradnjo modelov ter na koncu simulacijo poljubnih bioloških procesov. V tem kontekstu so v zadnjem času razviti številni modeli, ki opisujejo dinamiko jeter na sistemski ravni. Zato smo v našem delu predstavili najsodobnejše modele jeter ter njihovo potencialno uporabo v klinične namene. Predstavili smo tudi 2 načina modeliranja. Prvi je modeliranje na nivoju genoma ter objektno orientirano modeliranje, na katerem temelji tudi naš model Steatonik, ki kot prvi opisuje interakcijo jeter z okoliškimi tkivi, ki so nujno potrebna za normalno delovanje jeter. Steatonik za razliko od ostalih presnovnih modelov jeter omogoča uravnavanje presnove na transkripcijski ravni, ker mu omogoča določitev ključnih presnovnih poti, ki vodijo v različna bolezenska stanja. Ker jetra so takoj po spolnih organih najbolj spolno dimorfen organ, zato smo ta model prilagodili obema spoloma ter tako naredili prvi model jeter prilagojen spolu. Tovrstni model ne omogoča samo prilagoditev spolu, ampak tudi na genetske lastnosti posameznika in s tem tudi na specifična bolezenska stanja ter omogoča zelo dobro orodje za iskanje odgovorov na ključna klinična vprašanja. Torej, nekateri izmed obravnavanih presnovnih modelov so že utečeni v znanstveno-raziskovalno delo, po drugi strani pa je njihova klinična uporaba v danem trenutku še precej omejena.
Kljub temu obstajajo določene aplikacije, kjer se te modeli že utečeno uporabljajo na klinikah. To je recimo pri napovedovanju imunskega odziva na terapijo pacientov okuženih s virusom hepatitisa C, pri napovedovanju presnovnih posledic odpovedi jeter in pri opredeljevanju različnih biomarkerjev, kot so biomarkerji za razstrupljanje dušika v jetrih. To so samo aplikacije, ki so trenutno že vpeljane v klinično delo, po drugi strani pa imajo ti modeli velik potencial, ki pa ga morajo kliniki še prepoznati. Zdaj, opredelili bi nekaj aplikacij, kot je recimo uporaba modelov pri načrtovanju kliničnih študij z integracijo genetskih in epigenetskih predispozicij posameznikov, torej v obliki personaliziranih modelov in s tem krajšanje časa potrebnega za vpeljavo novih zdravil. Potem uporaba modelov v vsakodnevnem kliničnem delu, spet govorimo o personaliziranih modelov, ki jih personaliziramo na mesto obravnave pacientov in jih tako uporabimo za neinvazivno diagnostiko, za opredelitev optimalne terapije in napovedovanje nadaljnjega poteka zdravljenja. Nenazadnje so se v zadnjem času pojavili modeli tudi za druga tkiva in organe. V prihodnosti ne pričakujemo le njihovega izboljševanja, ampak tudi združevanje, medsebojno združevanje in na koncu integracijo celovit model človeškega telesa, katerega razvoj pričakujemo v naslednjih 20 letih. Tak model bo omogočal boljši vpogled v dinamiko človekovega telesa, v dinamiko kompleksnih bolezni in s tem lažjo diagnostiko in zdravljenje le-teh. Hvala za pozornost. Hvala obema in še enkrat čestitke. Spoznali bomo še 10. najodličnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2017. Možnost za diagnostiko in terapijo raka so preučevali raziskovalci z več članic Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, zdravstvene fakultete, biotehniške fakultete, medicinske fakultete, pa tudi Univerze v Hannoveru iz Nemčije, Univerze v Uppsali na Švedskem in Državne univerze v Sankt Petersburgu v Rusiji. V imenu raziskovalne skupine bo dosežek predstavil profesor dr. Aleš Iglič. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana prorektorica, spoštovani rektor, hvala za priložnost, da predstavimo naše delo, ki je v resnici multidisciplinarno in hkrati teoretično in eksperimentalno. Prva avtorica, dr. Roga Jahimani, je bila najprej mlada raziskovalka na zdravstveni fakulteti, potem pa podoktorska študentka na Fakulteti za elektrotehniko. Eksperimentalno delo je potekalo v laboratoriju za biofiziko Fakultete za elektrotehniko, potem v laboratoriju za klinično biofiziko medicinske fakultete, ki ga je ustanovila moja soproga in je v bistvu podružnica laboratorija za klinično biofiziko na zdravstveni fakulteti, eksperimentalni del, bi temu rekel. Potem so pa eksperimenti potekali v veliki meri tudi v laboratoriju profesor Drugnetove na biotehniški fakulteti in seveda v laboratorijih Univerze v Hannoveru, Uppsale in v Inštitutu za biosenzorje, ki ga vodi Tony Turner v Univerzi v Linköpingu. Glavni dosežek ali pa glavna ideja tega našega dela je bila, da uporabimo titanove, oziroma to je titanov dioksid, nanodelce, ki imajo velikost med 500 in 800 nanometrov, hkrati kot detektorje bolezni, se pravi kot markerje, po drugi strani pa tudi kot učinkovino, ki nam pomaga pri zdravljenju raka. To se pravi, da jih uporabimo v procesu fotodinamične terapije rakastega tkiva v celicah. Zdaj, zato, da lahko to uporabimo kot detektorje, te nanodelce in potem tudi kot učinkovine pri zdravljenju raka, smo najprej
smo jih mogli pač sintetizirati. Sinteza je dokaj zapletena, vsebuje recimo obdelavo z polimerji, potem segrevanje v avtoklavu in tako naprej. To je bila prva faza, potem druga faza je bila pa ta, da smo na te nanodelce namestili gadolini. Ta del je potekal v laboratoriju oddelka za fiziko trdne snovi na Inštitutu Jožef Štefan pod vodstvom profesorja Tomaža Apiha, ki je strokovnjak za magnetno resonanco. Predhodno smo pa možnost vgraditve teh nanodelcev v membrano oziroma kasneje internalizacijo v celice najprej študirali teoretično, recimo tukaj vidite modeliranje interakcije nanodelca z celico membrane, kjer je pomembno, da je znižanje proste energije zaradi adhezije nanodelca večje od povečanja upogibne energije membrane. Tukaj vidite pa simulacije vgraditve gadolinija v strukturo titanijevega dioksida v tej strukturi, kristalni strukturi. Tole je volumska porazdelitev navoja, kar je bilo bolj pomembno, smo potem pokazali, da se spremeni tudi struktura energijskih pasov in razdalja oziroma širina reže med energijskimi pasovi. To tukaj ni prikazano. No in te nanodelci z vgrajenim gadolinijem, ki so tipični marker, ki se uporablja pri slikanju z magnetno resonanco, smo potem pokazali, da se ti delci dobro vgradijo v membrano, tudi v bližino organel. Tukaj na tej sliki vidite obarvane nanodelce v celičnih strukturah. Tole so pa slike z elektronskih mikroskopov nanodelcev brez gadolinija na levi strani in na desni strani z gadolinijem. Tako da te nanodelce lahko hkrati uporabljamo za detekcijo rakastega tkiva. Pokazali smo, da se raje vgrajujejo v rakaste celice, v nekatere tipe rakastih celic, kot v zdrave celice. Potem jih pa lahko v drugi fazi uporabimo kot sredstvo za zdravljenje raka. Tukaj to vidite na tej schematski sliki. Se pravi, najprej se delci enkapsulirajo v membrano, potem, to vidite tukaj schematsko, kako se delec enkapsulira v celično membrano, potem se ta mehurček, ta delec, ki je obdan za celično membrano, odcepi od membrano, to je endocitoza, in potem potuje do posameznih organel v celici. Potem pa to tkivo obsevamo z UV svetlobo, katere valovna dolžina je blizu vidne svetlobe, tako da nima stranskih učinkov, in potem te nanodelci odpuščajo proste radikale, se pravi reaktivne kisikove spojine, ki uničujejo rakaste celice. To se vidi na tej sliki. To smo naredili sicer že 2 leti nazaj v laboratoriju Inštituta za biosenzorje Univerze v Linköpingu, pa tudi v ljubljanskih laboratorijih, kjer se vidi, da večina rakastih celic je po obsevanju z UV svetlobo odmrla. Rakaste celice so rdeče celice, te zelene so pa rakaste celice, ki so preživele to fototerapijo. Tako, če zaključim, dosežek tega interdisciplinarnega projekta
je ta, da smo lahko iste delce, to se pravi te titanove dioksid mikrokroglice, uporabili hkrati za detekcijo rakastega tkiva, potem pa kot v procesu uničevanja tega istega rakastega tkiva pri obsevanju z UV svetlobo, katere valovna dolžina je zelo blizu vidne svetlobe, tako da ni nekih velikih stranskih učinkov zaradi UV svetlobe. Hvala lepa.